Bipop, Ana z mano. Zdravo. Živjo, ko smo? V redu. In ti? Tudi, hvala lepa. Ni čudno, da si tako vesela, ker ti imate novo pesem. Ja, se sem vesela tudi zaradi kakšne druge stvari, ampak to je pa definitivno, sem vznemirjena zaradi tega. Ja, ful sem vesela, da nam je uspelo še pravočasno pred poletjem nekako lansirati to pesem, dlan v dlan. Ja, in upam, da bo cela Slovenija uživala v tem prelepem sporočilu, ki ga nosi. Zato ste pesmi nadele tudi taki hitrejši ritem? Ja, pa že, ja. Želeli smo si, da bi bila poskočna pesem, da ne bi bila to neka balada, konec koncev poleti imamo radija, da je malo hitrejši tempo, tako da ja, malo nas mogoče spominja celo na moje sonce, po ritmu. Tokrat dajete dlan v dlan. Tako je. Dejala si pesem s pozitivnim sporočilom. Absolutno. Dobro, vse Bipop, ker smo itak nekako sinonim za pozitivizem, tudi živimo ga in ga želimo tudi širiti naprej. Se mi zdi, da pač se veš, to je tako kot pri matematiki. Plus pa plus, da plus, minus pa minus, da pa tudi plus, a tako že. Točno tako. Se misli, da boš dala napačen odgovor. Ne. Ampak ja, hočem reči, da veš, pozitivna energija v prostoru je zagotovo nalezljiva, mislim, tudi negativna je, ampak raje smo veseli, ne. Je pa besedilo napisala Marjetka Volk iz Dua Mareja, glasbo seveda Rej. Smo se vrnili nazaj v neko zgodbo izpred, mislim, da 16 ali 17 let, ko smo z Rejem snemali 3. ploščo, on je v bistvu z nami posnel 3. ploščo in že takrat smo se ujeli, zdaj smo pa rekli, kaj če bi spet združili moči in ideja je bila torej, da je pesem o prijateljstvu, ampak na koncu je Marjetka tako zapeljala besede in rime in verze, da pravzaprav ne govori samo o prijateljstvu, lahko si jo pojeta, ne vem, babica vnuku ali pa dve sošolki ali pa, ne vem, en zaljubljen par, kakorkoli. Zelo lepo besedilo, zelo lepo sporočilo, tako da smo res vesele in ponosne, da ga lahko mi sporočamo naprej skozi našo pesem. Dejala si pesem o prijateljstvu, prebral pa sem, da je vsaka snemala zase. Kot da ste se skregale? Kot da smo se skregali, zelo zanimivo, kontradiktorno, ne? Ja. Ampak pravzaprav ne, res je, to je tudi novost. Prvič smo se snemanja pesmi lotile na tak način. Sicer naša želja je bila, da smo skupaj, ker kadar smo skupaj je res ta naša energija še toliko bolj izstopa in takrat se mi zdi, da je dobro, če to ujameš tudi v mikrofona, ne? Ampak je Rej nekako vztrajal, da bi tokrat pa malo drugače pristopili k zadevi in je rekel, dajmo to vsak posamezno. Je rekel, vse veš, kako se ve punce. Pol pa boste vse na kupu, ena začne govoriti, neko foro pove, pol pa to sam gre, tup in se sam smejimo in je žurka in nič ne delamo. Tako da smo potem rekli, v redu, naj ti bo, gremo zdaj še tako sprobati in prav dober je ratal. Kljub temu je ta naša energija zelo prišla do izraza in jaz mislim, da smo dobre tudi v ločenem snemanju, ne samo v skupinskem. Verjetno pa je zato bilo toliko bolj zanimivo na snemanju videospota, ko pa ste bili vse tri skupaj. Ja, absolutno. Mislim, zelo zanimivo je bilo, tudi zelo naporno je bilo. Moram povedati, da smo imeli neizmerno srečo z vremenom, ker ravno tisto soboto je bilo toplo, sončno, brez oblačka, 10 dni prej pa en teden kasneje pa sam dež pa oblaki. Tako da smo se kar zahvalili vesolju, da je na naši strani, da smo lahko tudi ta videospot spravili pod kap. Ja, zelo uživale, v bistvu je bilo zelo zanimivo zaradi tega, ker je bilo tisto soboto, je bilo toliko turistov v Piranu, kjer smo snemale, da so se vsi ustavljali, nas snemali, ploskali zraven, plesali, otroci tudi plesali tam, tako da je bilo res posebno vzdušje, nismo imeli še take izkušnje z snemanjem videospota, tako da tudi še nekaj novega, Mogoče so že slutili, da bo imela Alenka 40. Ja, ne pa na glas govoriti. Oprosti, bom dejal bolj tiho. Tako. Ja, mogoče pa so, ja. Sej to smo nekako bolj iz heta rekli, da
je Alenka za svojo 40-ko dobila pa video spot za darilo. Kar je tudi lepo, ne? A veš, kdo se lahko pohvali, da je dobil video spot za 40-ko. Sicer še ni, ne, dopolnila letos, bo res praznovala tudi ona okroglo, ampak smo rekli, dajmo to zapeljati tudi na tak način in tudi v video spotu je potem zgodba izhaja iz tega rojstnega dneva in nas prijateljic, ki pač skupaj praznujemo ta njen rojstni dan. Bom jaz podaril potem kos torte, ko pride sem Ormož. Zakaj že? Kar tako iz navade. Ja, odlično. Vse smo počistile, brez skrbi. Ana, bo tudi kaj nastopil? Ja, to si zelo želimo. Zdaj v tem trenutku še ne morem nič potrditi, razen zdaj v soboto 13. nastopamo v Stožicah ob dnevu Slovenske vojske. Smo zelo počaščene, ker bomo nastopile z orkestrom. Tudi to bo prvič za nas, da bomo v taki zasedbi v živo zaigrale pred tako veliko množico, tako da vaje na to že potekajo in priprave. Sicer pa ja, naša spletna stran zipop.si bo aktivna zdaj še toliko bolj, drugače pa smo zelo aktivne na socialnih omrežjih, kjer vedno takoj povemo za kakšen špil, tako da se že zelo veselimo, da res v živo tudi dlan v dlan popeljemo publiki, no? da začutimo to energijo tudi z publike. Bova pa midva sedaj zapeljala tudi v naš radijski eter, zato Ana, bova dala dlan v dlan. Dajva. Dnevi so se zlili v leta, spet obujamo spomine ob kozarcu vina. Večer je poln nostalgije, s tabo vedno vrnem se lahko nazaj v tista nora leta. V meni prebudi se vsa norost, odpelje me v mladost. Dan v dan vse imam, vedno stopiš na mojo stran. Dan v dan lep je dan, tu sem tudi, ko si daleč stran. Dlan v dlan, vse imam, vedno stopiš na mojo stran. Dlan v dlan, nisi sam, tu sem tudi, ko si daleč stran. Dlan v dlan, na verižici življenja nanizani so biseri, biseri, ki me krasijo, vsak dan s tabo pozlatijo. Ti vidiš vrtnice, ko jaz vidim trnje, in srečo v razbiti vazi. Jok v smeh poiščeš in globino v najbolj preprosti frazi. Vse imam, vedno stopiš na mojo stran. Dlan v dlan, lep je dan, tu sem tudi, ko si daleč stran. Dlan v dlan, vse imam, vedno stopiš na mojo stran. Dlan v dlan, nisi sam, tu sem tudi, ko si daleč stran. Dlan v dlan, vse imam, vedno stopiš na mojo stran.